Turistično društvo Radenci je že 23. leto zapored pripravilo prireditev Pomurska salamijada, ki je na enem mestu ponovno združila ljubiteljske pridelovalce salam. Cilj je predvsem druženje. To je ljubiteljsko izdelovanje suhih oziroma salam in naše vodilo je, da privabimo čim več takih ljubiteljskih in da se družimo. Torej, ni pomembno, ali je prvi ali je peti. Pomembno je, da pride, da se udeleži te naše prireditve in na koncu se imamo lepo. Tudi letošnja prireditev je bila zelo uspešna, ponovno se je namreč prijavilo čez 40 različnih pridelovalcev, ki so na ocenjevanje prinesli čez 50 vzorcev. Salam je 59. Točno število proizvajalcev, ki so prinesli, nekateri so prinesli tudi po 2 salami, torej ocenjujem, da je okrog 50 proizvajalcev prineslo 59 vzorcev na 23. tradicionalno pomursko salamijado, kar se štejemo za veliki uspeh, kajti vemo, da letos vremenske razmere niso bile ravno najbolj prijazne pridelave domačih salam, tako da smo resnično zadovoljni in se na tem mestu zahvaljujem vsem proizvajalcem, ki so nam zaupali svoje salame, da jih ocenimo in seveda jim bomo tudi podali vse podatke, kako je komisija ocenila, da bodo tudi videli, kje so delali dobro, pa morda tudi, kje so ga kaj pokronali. Prav zanimivo, število vzorcev je enako kot lansko leto. S tem, da če povem, da smo imeli na prvi salamijadi 18 vzorcev, kakšnih 10 let nazaj pa celo 128, kar je seveda predstavljalo zelo velik zalogaj. Torej, organizatorji in komisija ocenjujemo, da je tu okrog 60 vzorcev odlično število, ki se da pol tudi korektno oceniti, tako da smo še enkrat zelo zadovoljni z številom. Tako kot prireditev tudi ocenjevanje salam že vrsto let poteka v hotelu Radin, kjer se zbere 6-članska ocenjevalna komisija. Ta ocenjuje po že vnaprej znanem postopku. Vsako leto se na začetku ocenjevanja pojavi problem, kako se pravzaprav določiti neki kriterij in zdaj par let prakticiramo, da zberemo pred ocenjevanjem naključno 2 izdelka, ki poskušamo skupinsko cela komisija nekako oceniti, da dobimo nekakve kriterije, ker je izredno težko, ker kvaliteta teh izdelkov je, bom rekel, zelo varira od zelo dobrih, srednje dobrih, slabih, da na koncu ocenjevanja dobimo pravega zmagovalca in pravzaprav par let ugotavljamo, ker smo po končanem ocenjevanju še navadno enkrat prvih 5 ocenimo, da se pravzaprav malo komu krivica zgodi, da dejansko je ocenjeni tisti izdelek, ki je najboljši. Postopek ocenjevanja je že pravzaprav ustaljen par let in ocenjuje se najprej izgled izdelka, se pravi zunanji izgled ocenjujemo, potem ocenjujemo prerez izdelka, vonj izdelka, potem ocenjujemo tudi okus in po teh nekih parametrih dobimo končno oceno. Pomembno je, da ima največji vpliv dejansko okus in potem določeni parametri manj, zunanji izgled ima mogoče najmanjši vpliv, največji vpliv pa imata sigurno okus in pa prerez izdelka, kar je izredno pomembno za salamo. Za dobro salamo pa so poleg vremenskih razmer potrebne še druge sestavine. Eno pomembnejših izpostavlja Šmid iz organizacijskega odbora. Torej, vremenske razmere, seveda tudi pravo meso, prave začimbe, predvsem pa ljubezen do izdelovanja salam. Vsi salamari, jaz jih vidim, ko dobivajo rezultate, na kateri so pač razočarani, nekateri veseli, nekdo pač mora zmagati. Ampak za mene so vse salame odlične, dobre. Vsakemu salamarju pa njegova salama je skoraj tako kot otrok. Moramo vedeti namreč, da salamo je treba prvo narediti, polju pa treba negovati. Treba pravzaprav vsak dan nekaj mesecev obračati, slediti, gledati, da bo ta salama na koncu resnično lep in dober otrok. Ker ima prireditev dolgo brado, so se v teh letih zvrstili že številni salamarji, ki so prejeli strokovne ocene za salame. Tudi zato so lahko izboljšali recepte teh salam, kar je seveda vplivalo na njihovo kakovost. Sigurno, da je vsako leto boljša kvaliteta,
da je vsako leto se pozna tudi na vremenu, če je fajn mrzlo, če je dobra zima, je premalo toplo, je premalo mrzlo. Torej vse to vpliva tudi na izdelek oziroma na kvalitete samo salame. In izdelovalci se jezijo na take vremenske neprilike, pa vendarle smatramo, da se vsako leto tudi kvaliteta, ne glede na to vse, izboljšuje. Izboljšuje se iz leta v leto. To je zelo pomembno in to je tudi bil naš osnoven cilj. Torej ideja je prišla z Dolenjske, kjer že več kot 55 let proizvajajo salame. Pri nas pa tega nismo bili preveč uki, zato smo se odločili narediti tukaj salamo. Nekaj let so pridno prihajali tudi salamarji iz Dolenjske, izmenjali izkušnje z našimi salamarji. Vsake 2 ali pa 3 leta priredimo tudi strokovno predavanje, kjer se tudi naši domači salamarji izmenjajo mnenja, stališča in zato ocenjujem, da se iz leta v leto kvaliteta dviguje, seveda je pa najvišja kvaliteta tudi takrat, ko so tudi vremenske razmere primerne. Težko bi zdaj ocenil dejansko, kaj se je spremenilo. Spremembe sigurno so na boljše, ker vsako leto dejansko proizvajalci si pridobijo nova znanja, se pravi novejše tehnologije, se pravi več dajo na zorenje teh proizvodov. Je pa res, da je vsakega proizvajalca treba posebej pohvaliti, glede na to, da naše področje pač ni tipično področje, kjer bi pridelovali ne vem kak kvalitetne salame. Seveda pa ocenjevanje toliko vzorcev naenkrat ni enostavno. Komisija si zato pri tem pomaga z drugimi dobrotami. Potrebno je korigirati okuse, ker dejansko, ko poskusiš 59 takih vzorcev, potem rabiš neko nevtralizacijo, ker določene izdelke imajo specifičen okus in potem je treba to nevtralizirati, da potem naslednjemu izdelku ne narediš krivice v sami oceni okusa. Pomurska salamijada je skozi vsa ta leta ohranila in nadgradila svoj sloves, nenazadnje lahko rečemo, da je pripomogla tudi k dvigu kvalitete na kulinaričnem področju, predvsem pri suhomesnatih izdelkih. Vsako področje, vsaka regija ima svoje zakonitosti za izdelovanje salam. Na Dolenjskem imajo malo drugačen okus, verjetno na Gorenjskem tudi, mi v tem delu Pomurja zopet svojega, pa vendarle, seveda je ta dvig kulinarike tudi tu prisoten, predvsem pa dvig turizma oziroma razpoznavnost kraja kot takega in seveda zraven turističnega društva Radenci. Ker je celotna pomurska salamijada tako uspešna in dobro sprejeta v širši okolici, si je seveda zaslužila tudi uradno himno. To je napisal Marko Kočar, ki je na ta način dal še en poseben pečat pomurskim salamarjem. Moram reči, da je Marko Kočar, naš znani ljudski pesnik, napisal za nas besedilo. Ansambl Štrk, ki je nekako naš hišni ansambl, seveda ne igra vsako leto, ker malček tudi spreminjamo. Fantje iz Štrka so jo pa uglasbili, tako da obstaja seveda himna pomurske salamijade in to je Radenska salamijada in jo boste slišali, če se nam pridružite v soboto po 19. uri v hotelu Radin v restavraciji, kjer bomo razglasili rezultate.